dijaki gimnazije Brežice, spoštovani starši in vsi, ki ste danes z nami. Lepo pozdravljeni na informativnem dnevu gimnazije Brežice. Z vami bova danes Lan in Iva. Oba obiskujeva športni oddelek. Veseli smo, da ste nas obiskali v tako lepem številu. Potrudili smo se, da bo naše današnje druženje prijetno, zanimivo in za vas predvsem koristno. Da se boste po današnjem dnevu še lažje odločili za vpis v gimnazijo Brežice. Po končanem skupnem delu v telovadnici boste vsi tisti, ki vas zanima športni oddelek, šli s profesorjem Raševičem v veliko predavalnico. Ostale bodo naši profesori popeljali v šolo, kjer se boste v 4 skupinah udeležili 4 predstavitev po posameznem predmetnem področju. Športniki se jim boste pridružili po predstavitvi športnega programa. Ob vstopu v telovadnico ste prejeli naše šolsko glasilo GIB, v katerem najdete koristne informacije, o preberanju pa lahko začutite tudi utrip na šoli. Priložen je kratek anketni vprašalnik, ki ga izpolnite s svojimi podatki in ga na zadnji delavnici vrnite profesorju. Čaka vas darilo. Gimnazija. Iva, a ti sploh veš, kaj pomeni ta beseda? Pojma nimam. No, ti vam jaz povedal. Beseda gimnazija izhaja iz grške besede gimnas, ki pomeni nag oziroma gol. Kaj? Takoj ti pojasnim. V antični Grčiji so dečki telovadili goli. Iz te besede je nastala beseda gimnazo, kar je pomenilo telovadim, vadim, iz nje pa gimnazijum, telovadnica, pa tudi filozofska šola. Do pomenskega prehoda v srednja šola za splošno izobraževanje je prišlo v srednji Evropi v času humanizma. K nam je beseda prišla iz latinščine preko nemščine iz besede gimnazijum. Ti si pa res pameten, Lan. Seveda, zato pa sem izbral gimnazijo. Več o gimnaziji Brežice, o njeni tradiciji, delovanju in uspehih vam bo povedal ravnatelj gospod Uroš Škof, ki ga zdaj vabim k besedi. Spoštovane devetošolci, starši, dober dan in lepo pozdravljeni na informativnem dnevu naše šole. Danes je čudovit dan. Sneg, kot geograf lahko rečem, lep vremenski pojav, čeprav bi mogoče želi sonce, in pa še Valentinovo je, tako da bo, verjamem, dan, ki ga boste dopoldne preživeli na gimnaziji Brežice, zanimiv tudi iz tega vidika in pa seveda tudi iz tega, da vam predstavimo našo šolo in pa tudi oba izobraževalna programa. Kot sem rekel, smo se zbrali za to, da vam, upam bodočim dijakom, predstavimo življenje in priložnost, ki vam jih ponuja gimnazija Brežice. Z vpisom v našo šolo boste dobili novo obdobje, oziroma vstopili boste v novo obdobje, polno izzivov, odkrivanje novih interesov in pridobivanje dragocenih izkušenj. Ponujemo vam okolje, kjer lahko poglobite svoje znanje, razvijate kritično mišljenje in se preizkusite v številnih obšolskih dejavnostih. Gimnazijska leta so ključna za vaš osebnostni razvoj, pomagala vam bodo graditi samozavest, trajnost in sposobnost sodelovanja, kar so veščine, verjamem, ki vam bodo koristile skozi vse življenje. S pravim pristopom, trudom in radovednostjo boste lahko dosegli cilje, o katerih morda danes še sploh ne razmišljate. Gimnazija Brežice vam odpira vrata v svet neštetih možnosti. Izkoristite jih in oblikujte svojo prihodnost. Naša šola je šola z dolgoletno tradicijo, tudi sodobnim pristopom v učenju. Že več kot 80 let dijakom ponuja kakovostno znanje, spodbuja ustvarjalnost, samostojnost in sodelovanje. Pri nas ne gre le za učenje iz knjig, gradimo tudi dobre odnose, razvijamo ideje in ponujamo široko izbiro obšolskih dejavnosti. Te dejavnosti so tudi predstavljene v glasilu, ki ste ga prijeli ob vstopu v šolsko telovadnico. Kot veste, se svet hitro spreminja in marsikaterega poklica, ki ga boste opravljali v prihodnosti, danes še ne poznamo. Zato je izbira šolanja ena najpomembnejših odločitev v življenju. Kam vas bo peljala vaša pot? Kateri poklici bodo zaznamovali vašo prihodnost? Kaj nas in vas čaka v prihodnosti? Nihče ne ve zagotovo. Poklici izginjajo, nastajajo novi. Da si z delom ustvariš stabilno prihodnost, sta pa ključni predvsem iznajdljivost in dobra izobrazba.
Izbrati pravo smer šolanja je danes pravi izziv. Veliko mladih pravi, da je najti zmagovalno kombinacijo nekaj, kar te veseli in hkrati zagotavlja zaposlitev. Skoraj tako težko kot zadeti na loto, ampak brez skrbi. Naša šola je splošna izobraževalna šola, ki ti odpira vsa vrata. Skončano gimnazijo, ker mi smo obeh programov, splošno gimnazijo in gimnazija športni oddelek, in uspešno opravljamo splošno maturo, imaš možnost vpisa na čisto vse fakultete. V medijih pogosto slišite, da lahko tudi s poklicno maturo izbirate med vsemi študiji. Če dobro pogledate vpisne pogoje vseh 3 univerz v Sloveniji, ugotovite, da to ne drži popolno. Če želiš imeti popolno svobodo pri izbiri svoje prihodnosti, je dejansko gimnazija prava izbira. Ko postaneš naš dijak, dobiš stopnico za prihodnost. Tako tudi mi nekako povprašujemo našo šolo. Kaj bo storil z njo, pa je odvisno od tebe. Je pa tudi res, da je gimnazijski program najtežji srednješolski izobraževalni program. V šolskem letu 2025-26 razpisujemo v program gimnazije 112 mest in v program gimnazije športni oddelek 18 mest. V šolskem glasilu sta tudi oba predmetnika, tako da lahko v 2. in 3. letniku izbirate številne predmete in ti predmeti so tudi označeni v predmetniku, ki je v sredici glasila, tako da lahko vsak dijak razvija svoje prednostno področje. Kot šola želimo prispevati v ustvarjanju dobre samopodobe mladih, kar je za vaše odraščanje in uspeh v šoli zelo pomembno. Naš cilj je ustvarjati dobro in danes v tem tisočletju in stoletju zelo pomembno varno šolo, v kateri niso pomembni zgolj rezultati, ampak tudi iskreni in prijazni odnosi med vsemi, ki z našo šolo živimo. Naša šola spada med uspešnejše slovenske gimnazije. Naši dijaki vsako leto dosegajo odlične rezultate na tekmovanjih znanja. Pri maturi nad slovenskim povprečjem smo ponosni na dele zlatih maturantov in seveda tudi na pestro izbiro obšolskih dejavnosti, ki popestrijo šolsko življenje. Posebno pozornost namenjamo tudi mednarodnim izmenjavam, medpredmetnim ekskurzijam, kjer dijaki odkrivajo nove kulture, pridobivajo dragocene izkušnje in sklepajo prijateljstva v svetu. Ponosni smo tudi na naš pevski zbor in plesno skupino, ki svojim talentom in energijo navdušujete na številnih nastopih. Zakaj izbrati našo šolo? V današnjem času najpomembnejša vrednota je varna in urejena šola. Imamo odlične pogoje za delo in izvajanje pouka v dopoldanskem času, možnost pridobivanja dodatnega znanja z področja naravoslovja, jezikov, informatike in umetnosti v 2. in 3. letniku. Dijaki dosegajo odlične rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanja in športa. Dijakom ponujamo veliko število obšolskih dejavnosti, dijaki lahko sodelujejo v številnih projektih, odlični športniki so tudi odlični dijaki. Dijaki imajo urejen prevoz v šolo, to pomeni, da od vašega doma do šole izgubite najmanj časa. In vsi dijaki imajo napovedano ustno ocenjevanje znanja pri vseh predmetih. Naj bo današnji informativni dan, da vas bo prepričal, zakaj izbrati našo šolo. In naj gimnazija Brežice postane vaša šola naslednja 4 leta. Se vidimo 1. septembra. Hvala, gospod ravnatelj. Ko sem bil jaz lani na vašem mestu, drage devetošolke in devetošolci, sem mislil, da je gimnazija eno samo trdo delo. V mislih sem si naslikal učenje od jutra do večera, pa naporen šolski urnik, stres ob ocenjevanju in nerazumevajoče profesorje. Strah in groza, skratka. Ja, ampak sem se zelo zmotil. Učiti se je res treba dosti več kot v osnovni šoli, tudi snov je kar zahtevna, ampak z dobro organizacijo in sprotnim delom se vse da. Sam, recimo 3-krat na teden treniram odbojko v Kostanjevici,
mu je ob tem še vedno uspel narediti vse za šolo. Strinjam se s tabo. Meni zelo pomaga, da pri pouku res poslušam, si delam zapiske in vsak dan obvezno naredim domačo nalogo. S sprotnim delom in učenjem tako res uspem dobiti ocene, s katerimi sem zadovoljna. Zelo pomembno se mi zdi, da imamo najstniki poleg šolskih obveznosti še kakšno dejavnost, nekaj, kar nas res veseli in izpolnjuje. Številni dijaki, tako kot jaz, trenirajo, nekateri pojejo v pevskem zboru, plešejo, drugi literarno ustvarjajo ali igrajo na različne inštrumente. Poglej, tamle prihajata Ema in Žan. Ema in Žan, pridite bližje. Ema je dijakinja prvega B oddelka, Žan pa je najin sošolec. Kako sta? Super. Prav vesela sem, da vidim vse te radovedne obraze. Ja, se strinjam. Prav spomnim se, kako je bilo meni lani, ko sem se odločil za srednjo šolo. Cel kup vprašanj se mi je podilo po glavi. Mogoče pa vi da poveste bodočim dijakom, kako se počutite in znajdete v novem okolju. Ja, se imam super. Imam krasne sošolce, s katerimi se res dobro razumem. Zdi se mi, da nas je zelo povezalo to, da nam je šola takoj na začetku šolskega leta organizirala spoznavni športni tabor v Kranjski Gori. Tam smo preživeli res veliko časa in se imeli priložnost spoznati. Ja, tudi meni se zdi pomembno, da v razredu vladajo dobri odnosi. Mi si vedno pomagamo, posojamo si zapiske, no, včasih tudi domačo nalogo. Skupaj se učimo in se pripravljamo na teste. Kaj bi še povedala bodočim dijakom? Da bodo rabili kar nekaj časa, da se bodo navadili uporabljati gospod ali gospa profesor namesto učitelj, učiteljica. Prav imaš. Ampak profesori so zakon. Sicer se resno lotevajo snovi, vendar se znajo tudi pošaliti in naredijo ure pouka zanimive. Veliko pomeni, da lahko vedno pristopimo k njim, da nam ponudijo dodatno razlago ali pa nam pomaga rešiti kakšno težavo. Meni je bilo všeč, da so nam že takoj na začetku povedali, kaj pričakujejo od nas. Jasno so nam predstavili pravila in nas seznanili z vsemi datumi ocenjevanj. Pa saj veste, da naši profesorji ne živijo samo za svojo službo, ne? Radi potujejo, kuhajo, hodijo v gledališče, se ukvarjajo s športom, rišejo, pojejo. Ne verjamete? Potem nam vas prepriča naslednja točka. Predstavil se nam bo šolski band, ki ga sestavljajo. Profesorica Nina Tonc Iskra na vokalu, profesor Dejan Jerončič na basu, Jan Fric na bobnih in Majt Cinac ter Ian Črpič na kitari. Profil dijakars.
Wow, tole pa bilo nekaj. Kaj pa bi povedala o dogajanju na šoli? Meni je v lepem spominu ostal prvi šolski dan. Meni pa, ko smo izrazovali buče in imeli celo tekmovanje z odličnimi nagradami. Najboljši razred je dobil brezplačni avtobusni prevoz na katerokoli destinacijo. Decembra se je tudi veliko dogajalo. Krasili smo učilnice, imeli smo prireditev ob dnevu samostojnosti, všeč mi je bogata izbira krožkov in tekmovanj. Jaz pa se veselim kakšne ekskurzije. Tudi jaz. Rada bi šla v Novi Sad. V katalogu izbirnih dejavnosti, ki ga najdete na naši spletni strani, je objavljeno veliko bogatih vsebin, med katerimi lahko izbiramo. Zelo koristne in poučne so tudi vsakoletne ekskurzije po Sloveniji. Pozdravljeni na naši medpredmetni ekskurziji v Belo krajino. Upam, da imate vsi delovne liste? Lepo. Ne pozabite napisati, kakšno je danes vreme. To ker je svoj telefon pogledala. Pogledajo ven, bo to lepo narava. Poglej, še sneži. Med drugim smo danes pogledali spominsko hišo Otona Župančiča. Oton Župančič, Ciciban zaspi. Ciciban je zaspan, dajte mu blazino, mehko mahovino, dajte mu odejo, jablanovo vejo. Hvala, Jan, za odlično interpretacijo pesmi, ampak nažalost danes ne bomo spali na avtobusu. Pravi pot. Glej, začeli smo pred gimnazijo Brežice, čez svoj okno pa že okoliš Črnomi. Kdo mi pa zna povedati, po čem je Bela krajina dobila svoje ime? Zaradi belih dres, noše in latence, seveda. Eno drugo kasneje. Okej, ampak kaj bi pa mi sploh mogli poteti? Fitocenološki popis. Veš, to je popis vseh različnih rastlinskih vrst na izbrani površini. Fitocenoza v bistvu pomeni rastlinska združba. Določali pa bomo tudi živali. Uporabljali bomo slikovne in dihotomne ključe. Ok, Nova, smo dojeli. Idemo zdaj poiskati prostor za popis rastlin in sladke živalce. Jo, sam ne Michael, jaz se ne prenašam. Joj, mislim, da v vrtači ne boš našel kakšne posebne živalske vrste. Veš, to je kraški pojav, ki nastane zaradi pronicanja vode v apnenčasta tla. Mogoče pa najdeš kakšnega deževnika, ki je dober pokazatelj prsti. Ej, pridite to pogledat. Kaj pa to pomeni? Ja, voda je čista, pa neoporečna in zato se v njej razvijajo čisti organizmi. Dijaki, modi se nam nazaj na avtobus. Bodite pozorni na pokrajinsko, za katero se peljemo, saj se navadiš desni živije reka Kolpa, ki v poletnih mesecih doseže vse do 30 stopinj Celzija in v katero se izliva reka Lahinja, ki je po celotni Beli krajini zelo prepoznavna. Po njej se imenuje celo krajinski park, v katerem smo iskali živali in druge organizme. Sedaj pa prisluhnite dijakinji, ki nam bo v kratkem gornjem nastopu povedala nekaj o Otonu Župančiču. Oton Župančič se je rodil leta 1878 v Vinici, ki jo je kasneje omenjal v svojih mnogih delih. Po poklicu je bil pisatelj, pesnik, dramatik, jezikoslovec in še marsikaj drugega. Sama sem si ga najbolj zapomnila po delu na Gušti in Ciciban. Umrl pa je leta 1889 v Ljubljani. Hvala, Tina. Mi pa smo že prišli do naše zadnje postojanke. Joj, pa kam mi to idemo? Še noge me bolijo. V tej manjši kraški vrtači se nahajajo mitreji, ki nas opozarjajo, da je mitreizem obstajal tudi na naših tleh. Aha, to je tista monoteistična vera, kjer čestijo Mitro, ki je s tem, ki je ubil belega bika, odrešil svet. Prav imaš. No, s tem pa je današnja ekskurzija že skoraj končana. Čaka nas le še pot domov, na kateri bodite pozorni na Gorjance, po katerih je pisal Janez Trdina in po katerem se menil njihov najvišji vrh. Pa se ni bo tako hudo.
Veliko smo se naučili. Ja, kar kaj če bi za konec naredili čestitko za naš šolski, to se ti zdi? Pitok, 50 pitok. Ja, na naši gimnaziji se res veliko dogaja. Zdaj pa na oder spet vabim gospoda ravnatelja, ki ima za vas pripravljenih veliko koristnih informacij v zvezi z vpisom. Takole, lepo pozdravljeni še enkrat. Verjamem, da ste večina informacij v vpisu že prijeli na vaši osnovni šoli, zato bi samo na kratko povzel najpomembnejše informacije. V šolskem letu 2025-2026, kot sem že v uvodoma povedal, bomo na naši šoli izvajali dva programa, program gimnazija in pa program gimnazija športni oddelek. V programu gimnazije imamo 112 razpisanih mest, to so 4 oddelki, v programu gimnazija športni oddelek pa dejansko en oddelek. Samo informacija ne pričakujemo, omejitev v primeru pa, če so omejitev v smislu, da bi bilo večjega števila interesov, ste tudi v mediji zasledili iz preteklih let, da potem lahko tudi zaprosimo naše ministrstvo v primeru, če se to poveča interes za celoten oddelek, potem zaprosimo za povečan vpis. Vsi kandidati za vpis morate do 2. aprila oddati prijavnico za vpis. Prijeli jo boste na vaši osnovni šoli, prav tako bodo vaše osnovne šole te prijavnice zbrale in potem poslale na našo šolo. To je bila praksa iz preteklih let, tako da vaše šolske svetovalne delavke na osnovnih šolah imajo vse informacije, kako poteka ta vpisni postopek. V prijavnici, ne glede na to, ali boste izbrali gimnazijo ali gimnazija športni oddelek, označite tudi, kateri drugi tuj jezik bi se radi učili na naši šoli. Tuj jeziki bodo tudi danes predstavljeni v eno delavnici. Kot drugi tuj jezik lahko izbirate med francoščino in pa nemščino. Predmetnik v programu gimnazija športni oddelek pa vsebuje vse tiste temeljne zahteve gimnazijskega predmetnika, to pomeni sta v osnovi enaka programa in tudi enako zahtevna, le da imajo dijaki športnega oddelka večje število ur športne vzgoje, program pa je predvsem namenjen učencem, ki so registrirani športniki. No in za te bodoče dijake pa je potrebno najkasneje do 4. marca, približno manj kot mesec, če se izrazim tisti prvi teden po počitnicah, ko se vrnemo, poslati vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev za ta program. Profesor Sandi Rašovič, ki bo imel uvodni del za športni oddelek, bo tudi povedal, katera so ta dokazila. Ta dokazila pa morate dostaviti na šolo, na našo šolo in ne na osnovno šolo, tako kot tisti prvi del. Tudi dijaki športnega oddelka morate enako izpolniti potem še prijavnico. Prijavnica je pogoj za vpis, pri športnem oddelku pa en korak pred tem, to je pa posedovati dokazila. Vse te obrazce najdete tudi na naši spletni strani ali pa tudi na strani našega ministrstva. Kdaj bo javna objava številčnega stanja prijav? 8. aprila bo naše ministrstvo na svojih spletnih straneh objavilo število prijavljenih za vpis v posamezni program in vpis bo potekal potem med 16. in 20. junijem. To je tisti čas, ko boste že zaključili osnovno šolo, ne boste šli takoj še na počitnice. V tistem tednu boste obiskali še našo šolo, ko se boste odločili za vpis in pa upravili potem vpis v prvi letnik. Takole, to je bil na kratek povzetek vpisnega postopka. Jaz se zdaj res poslavljam od vas v tem uvodnem delu. Želim vam tudi nadalje, da spoznate vsa predmetna področja na naši šoli. 4 so predstavljena, ker je danes petek in čez vikend in s ponedeljkom se pričenjajo zimske počitnice. Vam želim tudi lepe in prijetne počitnice. Srečno! Najlepša hvala.
Naši dijaki so tudi uspešni literarni ustvarjalci, pevci, amaterski igralci, glasbeniki. Mnogi pa se ob šolskem delu aktivno ukvarjajo tudi s športom. Nekateri med njimi so vrhunski športniki in dosegajo lepe rezultate v državnem in mednarodnem merilu. Na oder vabim dijake športnega oddelka Gimnazije Brežice. Lepo pozdravljeni. Zdi se nam, da ni bilo dolgo nazaj, ko smo bili na vašem mestu in se odločili o vpisu na srednjo šolo. Radi bi vam predstavili naš program športne gimnazije. Na šoli smo že 7. generacija mladih športnikov, ki imamo ta privilegij. Vendar, nikar ne mislite, da je to šport in samo šport. Urniki kot v ostalih letnikih prve gimnazije, le da dobimo glasbo in likovno umetnost v 2. in 3. letniku. Imamo pa kar 6 ur športne vzgoje. 2-krat na teden, prvi 2 uri, takrat smo združeni z višjimi športnimi oddelki, 2., 3., 4. letnikom in imamo pečano šport, ki ga treniramo. Naprimer, košarko, rokomet, odbojko, nogomet, atletiko. 2-krat tedensko pa po 1 uro, ko je bolj poudarek na moči, gibljivosti, koordinaciji. Lahko je pa tudi regeneracija, da si spočijemo in obnovimo po napornih treningih ali celo tekmah. Včasih, v času, ko pridobivamo ocene, pa si lahko ponovimo osnov pred testom ali pa si med seboj pomagamo pri reševanju zahtevnejših nalog. Dijaki, ki so med poukom na športnih pripravah ali tekmovanjih, pa si med seboj priskočimo na pomoč zapiski. Če traja dlje, so na voljo tudi učitelji z dodatnimi učnimi urami ali celo urami nadaljavo. Osnovna želja je, da se čim več naučimo v šoli. In kako izgleda en šolski dan? Moram reči, da je urnik podoben kot v 9. razredu. Nekaj snovi se še ponovi, a gremo bistveno hitreje in bolj obsežno naprej. Potrebno je zbrano poslušati, si pisati zapiske in doma ponoviti in delati domačo nalogo. Kako to uspe tebi, Gabriel? Treniram roko, 5-krat tedensko. Res je potrebno dobro načrtovati dan. Včasih skoraj ni prostega časa. Šola, trening, je to pa skrbno delo za šolo. Vsa ocenjevanja, ustna in pisna, so napovedane, tako da se lahko lažje pripravimo. Čeprav včasih tudi to težko uspemo. Profesori ob najavi naše stiske to razumejo in se lahko dogovorimo za nov datum. Še posebno, če je razlog za to kakšen pomemben trening ali tekmo. Vendar pozor, vse nas počaka in vedeti moramo, da se bo potrebno naučiti. Res je, kar so dejale starejše generacije gimnazijcev. Gimnazija nas je naučila garati. To pravzaprav športniki vemo, da brez truda ni rezultatov. Kakšne so torej prilagoditve? Kot rečeno, napovedana spraševanja, individualna pomoč učiteljev, dopolnilni oziroma dodatni pouk. Dijaki, ki so odsotni dlje, imajo dodatnih razlag več, če so potrebe, je pouk tudi nadaljavo. In kaj je drugače? Izbirnih vsebin je manj, oziroma se nam priznajo športne dejavnosti, ter v 2. in 3. letniku nimamo izbirnih predmetov. To bi bil lahko 3. tuj jezik, dodatna informatika, ekonomija in podjetništvo ali naravoslovje. In matura? Seveda se opravlja povsem enaka matura kot splošni gimnaziji. V preteklem letu je bilo 7 maturantov zlatih, med njimi eden iz športnega oddelka. Tako da ja, vsi z enakimi možnostmi. Je še kaj potrebno vedeti? Ali imate tudi priprave zunaj šole? Pouk športne vzgoje je v naši dvorani, šolskem fitnesu, športni dvorani pri osnovni šoli, atletskem balonu, športnem nogometnem štadionu in še kjer. Tisti, ki imajo možnost treninga s svojim trenerjem, ga lahko upravijo. Dobro se nam zdi, da poteka povezava šola-klub. Šolski koordinator se povezuje s trenerjem, tako da je delo bolj usklajeno. Pri nas imamo plavalko, ki trenira v Leskovcu, košarkašico v Novem mestu in tenisačico v Čateških Toplicah. To je ob torkih in četrtkih, ko sta 2 uri zjutraj strnjeno, naporno, a pomembno za športnika. Veliko pomoč so pri tem tudi naši dragi starši. In ne smemo pozabiti šole v naravi. Letos smo že bili na kondicijskih pripravah v Kranjski Gori. Bilo je zelo dobrodošlo, hitreje smo se spoznali in postali dober športni tim. Bi rekli, vsi za enega in eden za vse.
Pa poglejmo nekaj vsebin, ki so blizu našim sošolcem. Zdaj pa le korajno. Učenci, ki sodelujete v tekmovalnem športu, lepo vabljeni. Bolj natančno v opisu in opisnih postopkih pa boste izvedeli malo kasneje na predstavitvi v učilnici. Veseli bomo, če se nam boste pridružili v novem šolskem letu na gimnaziji Brežice v športnem oddelku. Sedaj pa še za konec en športni pozdrav. Gimnazija! Da ne pozabimo, tule pa je naša gorejka čokolada velikanka, ki smo jo prejeli na planiškem maratonu. Nekaj čokolade smo prihranili tudi za vas. Na naši šoli poskušamo pri pouku uvajati tudi številne novosti, kot je raba IKT pri pouku, medpredmetno povezovanje ter sodelovanje v številnih projektih, kar bogati tako dijake kot učitelje. Smo UNESCO šola in sodelujemo v mednarodnih izmenjavah. V okviru projekta Erasmus so lani aprila naši dijaki in profesori kar 9 dni preživeli pri svojih francoskih vrstnikih v mestu Lopš. Oktobra pa so jim oni vrnili obisk in smo jih ves teden gostili na naši šoli. Spoznavali so Brežice, obiskali pa so tudi Ljubljano, Škocjanske jame, Rogaško Slatino in Olimje. Čas je še za eno glasbeno popestritev. Na gimnaziji že 12. leto deluje mešani mladinski pevski zbor, ki ga vodita profesor Dejan Jerončič in profesorica Simona Rožman-Strnat. Sestavljajo ga dijaki od 1. do 4. letnika, redne vaje pa potekajo enkrat tedensko po pouku. Repertoar zbora se prilagaja trenutni zasedbi, zajema pa skladbe od slovenskih in tujih ljudskih ter umetnih skladb do popevk in pop glasbe. Vsako leto v maju pripravijo letni koncert v Viteški dvorani Brežiškega gradu. V rednem programu zbora so tudi dvodnevne intenzivne vaje, na katerih ustvarjajo program za območne revije, priložnostne nastope in letni koncert. Navdušuje jih sodelovanje v različnih projektih samostojno ali z drugimi zbori. So zelo povezana in družabna ekipa, v kar se je lahko prepričati na njihovem Instagramu, kjer redno objavljajo svoje dogodivščine. V letošnjem aprilu se odpravljajo na mednarodni festival v Toskano. Book
Za konec na oder vabim šolsko navijaško skupino, ki svojimi nastopi že vrsto let bogati šolske prireditve, športna tekmovanja, predaj ključev in ostale dogodke na šoli. 12 deklet združuje ljubezen do plesa, med sabo so tesno povezane in z veseljem preživljajo skupaj čas, ko se učijo novih plesnih korakov in pripravljajo točko za naslednji dogodek. Danes jih bo zaradi odsotnosti nastopilo 8. Skupino vodi Lija Čurič. Se vidimo 1. septembra.